Spoštovane gospe in gospodje, predstavniki medijev, častni gostje iz Rusije, Bolgarije in Slovenije, lepo pozdravljeni. Dobro pa želovc v Slovenijo, dobrodošli v Slovenija, welcome in Slovenija. Z velikim veseljem danes na novinarski konferenci pozdravljam predstavnike največje ruske banke Sberbank, ki so prvič v Sloveniji in prav tako imajo pri nas, za vas, spoštovani predstavniki medijev, prvič tiskovno konferenco. Kot verjetno veste, je banka Sberbank sredi februarja letos zaključila nakup 100% deleža bančne skupine Volksbank International, ki vključuje tudi banko Volksbank iz Slovenije. Predno začnemo le še tehnična podrobnost uporabi slušalk. Na prvem kanalu je ruski prevod, na drugem angleški in na tretjem slovenski. Sedaj pa mi prosim dovolite, da predstavim naše današnje govornike. Gospod Valentin Mihov, direktor strategije in razvoja ter nadzornik Volksbank International. Gospod Nikolaj Kuznecov, direktor področja za mednarodno poslovanje Sberbank. Gospod Friedhelm Bošert, predsednik uprave Volksbank International. In gospod Gašpar Ogris Martič, predsednik uprave banke Volksbank iz Slovenije. Sedaj pa bi prosila gospoda Valentina Mihova, direktorja razvoja, strategije in razvoja ter nadzornika Volksbank International, da nam predstavi podrobnejše načrte o razvoju in rasti v srednji in vzhodnji Evropi in še posebej v Sloveniji. Mr. Mihov, please. Спасибо. Hvala lepa. Dobar dan, dragi gostje. Vesel sem, da vas vidim v tako velikem številu. Trudil se bom na kratko povedati nekaj o Sberbanki, o naših načrtih za srednjo in vzhodno Evropo. In upam, da bomo imeli potem, seveda se bom potrudil čim krajše povedati, da bomo imeli dovolj časa za vprašanje in odgovore. Sberbanka je vodilna finančna institucija v Rusiji, raste zelo dinamično, 25 do 30% letno, zelo dobrim dobičkom. Lansko leto je znašal več kot 10 milijard dolarjev. Po obdavčitvi, to je zelo stabilna banka, zelo dobro ustreznostjo kapitala, dobro likvidnostjo. Istočasno je to tudi stara ustanova. Praznovali smo 170 let obstoja, novembra 2011. To je institucija, ki se je v zadnjih 5 letih zelo preoblikovala po nastopu novega vodstva. Naša banka je zelo modernizirana. Danes na nekaterih področjih smo celo boljši, sodeč po svetovnih standardih, investiramo zelo veliko denarja v informacijsko tehnologijo in inovacije, kajti banka mora postati najboljša družba za poslovanje in zato, da bi vse to storili, seveda moramo ustvariti na svetovni ravni, uporabiti vsa ta znanja, ki so že pridobljena za prihodnji razvoj. Sberbanka je največja banka v Rusiji. Mi imamo približno polovico vseh zaslužkov v bančnem sistemu. Torej aktive imamo okrog 28-29%. Depozitov in vlog za prebivalstvo imamo okrog 47%. Nekaj informacij. Imamo več kot 70 milijonov komitentov. Skoraj vsak državljan pride k nam na našo banko ali kot sedanji ali bodoči komitent.
Na dan pride v našo banko okrog 4,5 milijone komitentov, kar je več kot prebivalcev v Norveški, dvakrat več kot v Sloveniji. Imamo 19 tisoč oddelkov, 240 tisoč ljudi dela pri nas in uspešno pomagamo našim komitentom, da dobro sodelujejo z nami. Registrirali smo že skoraj 40 milijonov torej uporabnikov, ki uporabljajo torej internetno bančništvo oziroma imamo največjo mrežo bankomatov in kioskov na svetu. Praktično zagotavljamo vse, kar je potrebno za zelo udobno in dovolj poceni poslovanje z naših komitentov. Sberbank je po ravni kapitalizaciji je bil na 3. mestu, zdaj je na 2. mestu. Če gledamo na globalno bančništvo v okviru Evrope in na 6. mestu, če pogledamo banke iz Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. Našo delo je ocenjeno zelo visoko, seveda pa moramo še marsikaj postoriti, imamo ogromne potencijale. Tudi že danes lahko rečemo, da je naša rentabilnost, kapitalska rentabilnost bila 31,5%, oziroma v prvem kvartalu 2011 je znašala okrog 28% in zelo smo ponosni na to. Kot sem že povedal, glede rasti obsega 35% je kreditiranje, okrog 18% lansko leto so bile vloge prebivalstva. V tem letu se je ohranila rast, celo več je, kar zadeva vloge, zelo dobro rentabilnost imamo kapitalsko in visoke marže. Немножко про нашу стратегию. Zdaj pa še nekaj o naši strategiji. Radi bi ostali tisto, kar smo danes. Radi bi bili oporna banka za bančni sistem v Rusiji, pa ne samo to, kot vidite. Mi smo zdaj prisotni tudi na mednarodnih trgih. Kupili smo Volksbank International v srednji in vzhodnji Evropi, švicarsko banko in na ta način smo prišli tudi v New York, na Cipar, London, skratka, smo aktivni, to je del naše strategije. Ne bom zelo dolgo se ustavljal na tem tržnem pozicijah. Vidite, da naša naloga je, da ohranimo svoj status v Rusiji, da zagotavljamo zelo dobro kapitalsko vrednost oziroma zmanjšanje stroškov. Zato, da bi to dosegli, vemo, da moramo še veliko postoriti, moramo vzpostaviti boljše navade, zlasti, ko gre za tveganja, potem odnose z strankami in cel kup drugih še stvari moramo izpopolniti. Zelo uspešno že uporabljamo korporativno kulturo v naših bankah. Naše delavce, naše sodelavce vedno izpopolnjujemo in mislimo, da bomo uspeli doseči svoj cilj. Nekaj bi še rad povedal o naših ciljih na mednarodnem trgu. Še pred 4 leti smo rekli, da je naš cilj dobiti ne manj kot 5% čistih prihodkov izven meja Rusije in zdaj smo že precej blizu. En korak smo že naredili, prišli smo na trg srednje in vzhodne Evrope, predtem pa smo представительствами на те рынки, и которые нам еще не совсем понятны, это Китай и Индия. И мы создали достаточно сильные, хорошие banke в странах močne banke v državah SND, v Ukrajini, Belorusiji in Nikolaj Kuznecov nam bo malo pokomentiral to temo.
Začeli smo s projektom razvoja naše bančne dejavnosti v državah SND in zajeli smo tiste oziroma tiste največje države SND, kar je zanimivo. Je naša penetracija na te trge različna. Nekje smo kot v Ukrajini in Kazahstanu, pravzaprav smo se skoncentrirali na manjše banke in se trudimo, da bodo postale bolj dobičkonosne, pa tudi na večje smo se skoncentrirali. V Kazahstanu je naša banka zazema šesto mesto, da v Ukrajini 10. mesto, glede na finančne kazalce je to zelo uspešna banka in pravzaprav ena boljših v teh državah. V Belorusiji smo kupili dovolj veliko, uspešno banko, zaseda 3. mesto in je tudi dobičkonosna. V vsakem primeru pa smo v vseh teh državah uvajamo našo tehnologijo, naše pristope, naše procese, bančne procese, o katerih je govoril Valentin. Mi širimo svojo najboljšo prakso v vseh teh državah in očitno so to dovolj resne investicije in zato je ta učinek končni zelo pomemben. V naših hčerinskih bankah v teh državah lahko rečemo, da je ta naš pristop dovolj znaten, dovolj velik in mislim, da je takšen pristop, da se ne bo omejil samo na države SND, ampak tudi na ostale države, kjer smo prisotni, seveda pa se bomo vedno držali izhodiščnih stališč. Torej, da vidimo, zakaj smo dosegli takšne uspehe, vam bom povedal, kako smo realizirali našo strategijo in sicer fokusiranje na komitenta, na delo z komitenti. Drugo je tako imenovana industrijska revolucija, tretje vitko poslovanje oziroma vitko upravljanje, filozofija upravljanja, potem obsežne naložbe v ljudi, v kadre in pa peto pa je širjenje izven ruskih meja. Kar zadeva fokusiranja na komitente, ne bom bral vse, kar je tukaj napisano, pod samo eno, dva dejstva, kaj smo dosegli. Popolnoma smo spremenili format naših oddelkov, zdaj se pripravljamo, da bomo v celoti predelali in jih naredili zelo sodobne, najboljše in gre za 2000 oddelkov Sberbanke. Zelo uspešno smo povečali kakovost naših storitev in po naših ocenah je ta kakovost se je od 60% povišali na 85% doseganja standardov. Glede industrijske revolucije, verjetno veste, kako smo pred 20-30 leti, veliko je bilo ročnega dela po podružnicah, zdaj smo to spremenili, to smo osredotočili v torej v 1008 poslovalnice s tem ukvarjalo, zdaj smo to nekako reducirali na 15 do oziroma glede kreditiranja prebivalstva, mislim, da smo dosegli dobre 17 koledarskih ur pravi, da potrebujejo za dodelitev kredita. Jaz nisem videl, da bi v drugih bankah tako hitro delali. Uspeli smo zmanjšati vrste v naših bankah. Prej smo imeli v zvezi s tem pred 4-5 leti. Ves čas je bilo treba čakati 30-40 minut, da si prišel na vrsto. Zdaj pa že
ljudje čakajo samo 15 minut, naprimer, v naših oddelkih. 80% recimo. In prihranili smo tudi $1 milijard na leto, zato ker smo tako racionalizirali poslovanje. Mi smo bili proglašeni za najboljšo banko v Rusiji, ustanovili z osebjem se zelo ukvarjamo in torej vsak delavec mora skozi vsaj 3-dnevno izobraževanje za 600 višjih naših sodelavcev je šlo skozi različne visoke poslovne šole. Bolje podrobno ostanovimся na следующих слайдах. Zakaj smo se odločili, da bomo prišli na, torej zakaj smo izbrali Volksbanko? Vzhodna Evropa je ne glede na krizo, ki je prisotna v Evropi in tako tudi v Sloveniji in seveda srednji in vzhodni Evropi, ne glede na to je ta trg za nas zelo, ima velike potencijale, ni tako velik, vendar pa je hitrost rasti višja kot v Zahodnji Evropi, istočasno. Je tudi kar precej prebivalstva tukaj, če skupaj vzamemo skupaj Vzhodna Evropa in Srednja Evropa, to ni ena država in če bomo pravilno upravljali, torej svoje, pravilno delali, bomo lahko tudi zelo uspešno dosegli velike uspehe. Kar je, recimo, če pogledamo, kakšni so prihodki po stroških tveganja, okrog 9% v srednji in 7 do 9% v srednji in vzhodnji Evropi in mislim, da bo kmalu to 11%, tako vsaj mi gledamo na to, zato smo se tudi odločili za nastop na teh trgih in zato je za nas bolj zanimivo, kot pa na zahodu, če pogledamo, je rast 1 do 2% na leto. Dobro razumemo, dovolj dobro razumemo Srednjo in Vzhodno Evropo kot trg. Неизвестность достаточно большая, и волатильность рынков, она это лишний раз еще показывает, то, что мы сейчас видим. To, kar vidimo tukaj, so dobre perspektive, dobre možnosti naslednjih 5-10 letih. Mislimo, da je tempo rasti, da se bo torej vrnil vsaj do 14-15 leta, da bomo dosegli tisto rast, ki je bila pred finančno krizo. Produktivnost je velika v teh državah in tudi konvergenca, tako da razumemo sicer, da prihajamo v težkem času k vam, ampak vidimo pa velike možnosti za Sberbanko in tudi za vaše, za lokalne družbe, podjetja, ki bodo lahko, jim zagotavljamo, da bomo investirali v te trge. Примерно на 40-45 миллионов. Povečali smo kapital za 45 milijonov v to našo slovensko banko in imamo možnost tudi še rasti. Zakaj smo izbrali Volksbank International? Zaradi več razlogov, to je bila manjša banka, nažalost edina, ki smo jo lani lahko kupili. Ko smo se začeli s tem poslom ukvarjati, Volksbank International je na teh trgih že precej dolgo, naši kolegi, tudi slovenski, delajo že okrog 15 let, oziroma okrog 15 let z Volksbank. Zelo dober, izkušen menedžment je, izkušnje so mnogo boljše kot v drugih državah, če gledamo, kakšno je poslovanje z majhnimi in srednjimi podjetji in mislim, da bo to za nas tudi neko izhodišče za rast, za našo rast, pa tudi za rast majhnih in srednjih podjetij v okviru Sberbanka.
To smo že povedali, kakšne so nove priložnosti. Mislim, da imamo dovolj dobre sinergije. Na levi strani vidite, da mi lahko predlagamo, ponudimo torej dobro poznavanje produktov, kapitalsko moč, ustreznost, lahko bomo pridobili nova sredstva, vemo, kako je treba, kako bomo do naši investitorji in delničarji lahko povečali svoje prihodke in kako bodo naši komitenti lahko z nami dobro sodelovali. Na drugi strani imamo dostop do 8 centralno- in vzhodnoevropskih trgov, potem franšiza za osebno bančništvo je zelo dobro, kar je zelo dobra izhodišča za rast. Menimo, da v naslednjih 3-4 letih, da bomo lahko postali velik akter na tem trgu, na teh trgih srednje in vzhodne Evrope. Lahko bomo seveda, kar bo tudi koristno za naše komitente. Just some remarks from our side and the very point is that it's a unique combination. Samo na kratko, še z naše strani. To je izjemno dobra zmes različnih akterjev. Videli ste, kako pomembna in velika je Sberbank. Več kot 240,000 zaposlenih ima, več kot 200 milijard sredstev in poglejte si, kaj je z našimi komitenti in zaposlenimi, kar pomeni, da je to dejansko edinstvena zmes, različen red velikosti, ampak zdi se nam, da skupaj, če se povežemo, lahko zagotovimo novo raven kakovosti. To velja tako za tržno raven, kot za raven bančnih storitev. Valentin Mihov je že govoril o tem, govoril je o obsegu, o zmogljivostih, ki jih Sberbank ima. Govorili so o tem, da pokrivajo skoraj polovico osebnega bančništva na ruskem trgu, imajo zelo sofisticirana nova orodja, ki so zelo dobro razvita in mislim, da lahko to s pridom izkoristimo. Gašper je omenil tudi, da sodelujemo že več kot 20 let, da smo prisotni na trgih srednje in vzhodne Evrope. Če združimo vse te tehnološke zmogljivosti, platformo, znanje in poznavanje trga, se mi zdi, da če vse združimo, lahko postanemo edinstven tržni subjekt. To velja tako za Slovenijo, kot tudi za trge srednje in vzhodne Evrope. Tako da, če bi šli še malo naprej, tudi mi smo sedaj pripravljali strategijo, tako da smo izkoristili in bomo upoštevali nov potencial, nove zmogljivosti. Seveda bomo še naprej ponujali univerzalne bančne storitve, nedvomno. Osredotočili se bomo na določene segmente, področje delovanja, ki jih bomo še dodatno nadgradili. Ravno kar, kot sem že rekel, pripravljamo strategijo. Ampak bistveno želim poudariti tudi to, da želimo pridobiti večji tržni delež, to je naš cilj, istočasno pa želimo poslovati z dobičkom. Seveda nisem povedal nič novega, to verjetno že vsi veste. Mislim pa vseeno, da imamo sedaj nove priložnosti, da pridobimo nov tržni delež in da pravzaprav se ciljno usmerimo na nove skupine. To ne velja samo za ruska podjetja, v mislih imam recimo velika podjetja, multinacionalke in tako dalje. Priložnosti je za rast, nedvomno. S temi priložnostmi in izzivi se bomo soočili. Junija ali morda julija bomo pripravili in objavili novo strategijo in to bo 5 ali 6-letna strategija. Povedali vam bomo, kam želimo iti in kakšni so naši cilji. Tako. Toliko z moje strani. Sedaj bi pa predlagala in besedo predala vam, spoštovani predstavniki medijev. Prosim, da ste tako prijazni in predno začnete govoriti, počakate, da vam hostesa prinese mikrofon. Prav tako vas vljudno prosim, če poveste vaše ime in medij, odkot prihajate. Tako da lepa hvala, zdaj bi pa kar prosila za vaše vprašanja. Dve vprašanje imam. Prvo, kakšne načrte ima
Sberbank v Sloveniji, če so kakšni posebni načrti ali pač v sklopu teh 8 držav v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Potem pa me zanima, ali... Prvo vprašanje, kakšni so vaši načrti v Sloveniji, ali načrtuje kaj posebnega, ali pa boste to povezali in nadgradili strategijo z vsemi državami, ki jih je 8 na trgu Srednje in Vzhodne Evrope, ali vas zanima nakup slovenskih bank, ker imajo mnoge težave, to velja tudi za financiranje z državne strani, ali razmišljate o tem nakupu že v tej fazi razvoja? Hvala. Я буду отвечать на русском. Odgovarjal bom v ruščini, če se strinjate. Как уже Фридрих Бошет сказал, Kot je bilo že povedano, mi smo na zgornji ravni, smo se že dogovorili o strategiji za vsako državo, pa za vsak segment, to pa še na tem pa še delamo. Kar pomeni, da še ne moremo povedati, kaj konkretno bomo delali v Sloveniji. Vidimo veliko dobrih možnosti, glede na prihodke, torej prebivalstva, je Slovenija na višji ravni kot večina držav, v katerih dela Volksbank. In seveda se bomo potem, se bo naše delovanje razlikovalo od dela, naprimer v Bosni in Hercegovini. V korporativnem poslovanju pa vidimo približno enake možnosti v vseh državah. Radi bi bili most med vzhodom in zahodom, vidimo veliko možnosti tam, menimo, da je Sberbanka, da ima 40% torej delež financiranja torej v Rusiji in mislim, da je za vse družbe, ki bi z nami sodelovali, smo pripravljeni sodelovati, ne bomo se omejevali. Na drugo vprašanje, postavili ste vprašanje tako, da ne moram odgovoriti nanj, ali imajo banke velike težave, potem jih seveda se ne splača kupovati, če je to tako. Ampak to je začasno in zdaj trenutno nimamo nobenih pogajanj z drugimi bankami, mi se bomo osredotočili na delo, na sodelovanje s Volksbankom v okviru teh držav, veliko moramo še narediti in verjetno se bomo morali skoncentrirati na nekaj bank, kar mogoče ne bo najboljša pot razvoja. Hvala za vprašanje. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, prosim, lahko ga poveste kar v slovenščini. Tukaj le spredaj. Damjan Veršek, Delo. Torej, mene pa zanima, torej, v kakšnem stanju je Sberbank kupila Volksbank, se pravi, kakšen napor bo se strani Sberbank potreben, da se bodo sanirala slaba posojila in podobne stvari. In drugo, ali bo na teh trgih Srednje in Vzhodne Evrope in v Sloveniji se ohranila blagovna znamka Volksbank ali bo tudi postala Sberbank? Hvala. Я думаю, это было 3 вопроса. Mislim, da so bila to 3 vprašanja in hvala za vsa 3 vprašanja. Значит, смотрите, Volksbank International, tako kot večina bank, ni v najboljšem stanju. Mislim, da ni banke v vzhodnji Evropi, za katero bi lahko rekli, mi smo boljši glede kot pa Sberbanka. Takšnega rezultata najbrž nihče ni dosegal. Večina bank je ali ima izgube ali pa ima zelo majhen dobiček. In Volksbank ni nobena izjema. Po mojih informacijah je precej bank, ki jim gre veliko težje kot Volksbank Internationalu. Naša banka v Sloveniji je pač ena od ne preveč dobičkonosnih bank z letu 2011 in bomo seveda delali na izboljšanju kakovosti, torej poslovanja z našimi komitenti, seveda vse bomo morali narediti pravilno, tako kot je treba in mi smo pripravljeni. Glede tretjega vprašanja.
da не может не измениться название Volksbank. Ime se ne more spremeniti, se ne sme spremeniti, zato ker Volksbanka je v Avstriji, ne more se recimo Volksbanka v Avstriji imenovati Volksbanka Slovenije in tako naprej. Sprememba sicer naslov imena bo, ampak šele naslednje leto.